To je naš 6. pogovor na ta klasičen odlomek, ki govori o zakonski zvezi. Efežanom 5, od 21 do konca. Rad bi, da to skupaj preberemo. To je že 6. ko to beremo, torej Efežanom 6, od 21 do 33. Čudovite vrstice, da si jih naučite na pamet. Iz strahu spoštovanja do Kristusa se podrejete drug drugemu. Žene ne bodo podrejene svojim možem, kakor Gospodu. Mož je namreč glava ženi, kakor je Kristus glava cerkvi. On, odrešenik telesa. In kakor je cerkev podrejena Kristusu, tako naj bodo vsem žene možem. Može, ljubite svoje žene, kakor je Kristus ljubil cerkev in dal zanjo sam sebe, da bi jo posvetil, ko jo je očistil s kopeljo vode z besedo. Tako, da bi sam postavil predse veličastno cerkev brez madeža, gube ali česa podobnega, da bo sveta in brezmadežna. Tako so tudi možje dolžni ljubiti svoje žene kot svoje lastna telesa. Kdor ljubi svojo ženo, ljubi sebe. Saj vendar ni nihče nikoli sovražil svojega mesa, temveč ga hrani in neguje, kakor Kristus cerkev. Smo namreč deli njegovega telesa. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso. Ta skrivnost je velika. Jaz pa pravim, glede Kristusa in glede cerkve. Zato naj tudi vsak med vami tako ljubi svojo ženo, kakor sebe. Žena pa naj spoštuje moža. To pravi Božja beseda. Obdelali smo te teme in tudi na začetku te serije sem rekel, da bomo šli skozi te tematike, torej zakonska zveza kot služba, zakonska zveza kot pogodba, obljuba, predanost, zakonska zveza kot prijateljstvo. Danes pa bi radi naslovili in zaključili nekako na kratko idejo o zakonski zvezi kot prijateljstvo in premostili na drug del predavanj. Rekli smo tudi, da je namen zakonske zveze prijateljstvo. Kakorkoli, rekli smo tudi, da nas ta odlomek uči, obstaja struktura. Da v tej strukturi tudi so vloge. Da sta vloge moža in žene neizmenljive. Kot je nekdo rekel, obstaja ta vzajemnost, obojestranskost, medsebojnost, med možem in ženo, kot si bomo danes tudi pogledali. Vzajemna ljubezen in podrejanje in predanost. Vodila za moža in ženo pa so drugačna. Obstaja tako rekoč asimetrična vzajemnost, o kateri ta odlomek govori. Res je, da mož in žena sta eno meso in hkrati oba kosa, če jih daš skupaj v to eno meso, zato ker ta dva kosa spadata skupaj in ko se jih pogledate, ta dva koščka ločeno, odkrijete, da nista identična, enakopravna, a ne ekvivalentna. Rad bi sedaj, da se vrnemo na ta koncept, kjer smo zadnjič bili, da v zakonski zvezi postaneš eno meso. Pokazal vam bom, kako se to premosti iz konca v tem, da sta zakonska zveza, da je to prijateljstvo, v to, da obstaja struktura, vlog v zakonski zvezi. V Bibliji piše, zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso. Ta beseda, eno meso, je tako močna in pomeni, obstaja možnost globoke enotnosti in enosti. Ko se dve osebi različnega spola vstopita v permanentno, ekskluzivno, zavezujočo pravno zavezo, da bi delila celotno življenje drug z drugim. In ko se to zgodi, potem obstaja potencial za to globoko enost, ki nikakršni drug odnos ne more tega imeti. S tem, ko govorimo o dveh poročenih osebah, da postaneta eno meso, veste, v Svetem pismu to meso ne pomeni samo telo, ne pomeni samo to, kar angleška beseda flesh pomeni, koža, kite, kri in črevlje. Pravzaprav v Svetem pismu piše, da bo Bog izlil svojega svetega duha nad vse meso. In to ne pomeni, da bo svetega duha izlil na telesa vseh ljudi, ampak pomeni, da bo izlil svojega duha na vse ljudi. Tako je z besedo meso mišljena oseba. In ko piše, da postaneta eno meso, to pomeni, da postaneta ena oseba. V bistvu nista več tiste dve osebe prej. Sedaj sta neka tretja entiteta, nov konglomerat. Tako kot dve kemikalije, ko se združita in se med seboj združita in postaneta tretja kemikalija. Nista več iste. In to ni tako, kot recimo dve kemikalije, ki sta nekje v istem prostoru, epruveti eno na drugi.
ali pa da se celo pomešata. Ampak ideja tukaj je to, da če vzameš dve kemikalije, ki ne reagirate druga med sabo, ampak sta nekako samo skupaj, tako kot recimo zamesiš rozine v testo. Enostavno to umesiš noter, ampak še vedno imaš ločeno testo in rozine. O čemer pa mi govorimo, je pa nekaj drugega. Dve kemikalije, ko se združita in se zgodi kemijska reakcija, se molekularna struktura spremeni in postane tretja, nova, in o tem govori Biblija. Ta potencial je zato, da dve osebi pridete skupaj v zakonski zvezi in ta enost je zelo globoka, je organska, ni mehanska. Vem, da moderni svet še vedno ima velike probleme z to idejo enega mesa. Mnogo ljudi predstavlja, da je to zatiralsko, moreče. Zato pa današnji svet pravi, ne se poročiti, živite skupaj, ampak če se že morate poročiti, potem saj poskrbite, da vedno poskrbite, da je odnos vedno izpolnjuje vaše potrebe, da ohranjate vaše lastno ekonomsko in finančno infrastrukturo, torej da če se karkoli zalomi, lahko greste zase. Vidite, to je kompletna prava antiteza te ideje o enem mesu. Si predstavljate, recimo, da bi se noge odločile in rekle, ja, potrebujemo lastni živčni sistem in lastne krvne žile. Primer, če bi se roke okužile. Ne želimo nič zveze z njimi. Ampak točno to je to, kar so te sporazumi predporočni. Kako torej razvijemo to biti eno meso? Naj vas drugače vprašam. Kaj ne pride od te združitve mesa, te globoke enosti v zakonskih zvezah? Podal vam bom 3 razloge, 3 načine, kako se lahko zgodi in razloge, zakaj se ne zgodijo. Če boste storili te 3 reči pravilno, bo to razvilo to globoko enost. Če pa tega ne boste naredili oziroma narobe, bo ustvarilo to, kar večina zakonov v bistvu je. V bistvu biznis partnerji. Torej, ta globoka enost se razvije na ta način. V odlomku piše, da 2 postaneta eno meso. In zato je mož vezan na ženo in žena na moža. Vezana. Tako kot ste vi vezani na vaše telo, tako eno ste z vašim telesom. Zato tudi, kot smo brali, da mož skrbi za ženo, tako kot skrbi za telo. Kakšen je vaš odnos do telesa? Niste ločeni od vašega telesa, vezani ste na njega. In če pomislite v vašem telesu, lahko odreagirate na vaše telo kot objekt. In v bistvu je to zelo blizu vas in je to del vas. Kot rečeno, so 3 stvari, ki jih je potrebno storiti, da razvijete to globoko enost, meso. In pa 3 reči, če jih ne storite, bo temu potem tako primerno pomanjkanje. Prvič, soprogu morate pustiti, da on skrbi za vašo nečistočo, za vaše napake, za vaše neprijetne nosne dlake. Rekli smo, da ko ta odlomek piše o tem, da mora mož skrbeti za ženo, in jo želi predstaviti brez napake in oblečeno in lepo. In potem piše, prav tako, kot skrbite za lastno telo. In kako skrbite za vaše telo? Čistite vaše telo, obrezujete telo, skrbite za grde maščevje, kujete obleke, da pokrijete te grde dele vašega telesa. Ste v telovadnici, zato da bi spreminjali vaše telo. Torej, pravico imate to delati in tudi Svetopismo piše, ko pride soprog v vaše življenje, ta soprog ima iste pravice, isti dostop do vaših napak. In zato ima pravico govoriti z vami o tem, kaj z vami narobe. In če ste preobčutljivi in če zavračate to, da bi ga spustili noter in bi rekli, ti skrb zase, jaz bom pa zase skrbel, da nihče nima z menoj dovoljenja govoriti tako z menoj, potem zanikate to naravo enega mesa, potencial tega enega mesa. In ta globoka sposobnost, da se resnično spremenimo in rastemo, postanemo posvečeni in se izpopolnimo, da smo odrešeni, da postanemo ti glavni ljudje, za katere Bog želi, da postanemo skozi zakonsko zvezo. Torej, razen če boste pustili vašemu soprogu, da resnično skrbi za vaše napake, da ga dopustite noter, da ima tak dostop, potem boste postali eno meso. Drugič, mislim, da smo to že omenili zadnjič, vaš zakonec ima pravico, da reprogramira vašo samopodobo.
Naj vam pokažem, zakaj toliko zakonskih zvez razpade. Zato, ker se to zlorablja. Ko se poročite, je vaš soprog ima tako veliko moč v tem, kaj mislite in se počutite v sebi. Ta vpogled, ki je zelo bibličen, prihaja iz enega časopisnega članka, ki ga je brala moja žena. Naslov članka je bil Zakonska zveza kot sredstvo odrešenja. Res močan članek. Oblikoval je moje mnenje o tem, kaj je zakonska zveza. Nisem ga srečal tega človeka še. V tem članku je pisalo, da je zakonska zveza tista, ki nas ponovno naredi, obnovi. Piše tudi, da je vaše celo življenje, samopodoba je v bistvu kompilacija sodb, ki so bile izrečene nad vami, reči, ki so bile izrečene o vas. In sedaj, ko ste se poročili, ima vaš soprog zelo močno sposobnost, da spreobrne vse te sodbe. Vaš soprog ima sposobnost, da vas reprogramira to, kar naj bi cenili na sebi. Vaš soprog lahko reče, meni je vse in kaj drugi pravijo o tebi. Ti si bister in pameten. In tako se boste počutili na ta način. In če tudi vsi ostali pravijo, mislim, da si beden, nesposoben, nič ne zmoreš, pa soprog pa pravi, da si pomembna oseba, da tako veliko ljudem pridodajaš v njihovih življenjih, da si pomemben. In velja tudi, če vaš soprog začne govoriti, da si bednik, da nič ne bo iz tebe, to v bistvu stori popolnoma vas uniči. Torej, v zakonski zvezi v bistvu v vašega soproga roka podarite nekaj, kar vas lahko popolnoma uniči ali pa izgradi. Sedaj pa zakaj ta globoka enost ne deluje, se ne razvije v večini zakonov? Zato, ker ko se poročite, nimate pojma, kakšno moč imate. Ko pridete v prvi prepir, argumentacijo, začnete s svojim soprogom delovati tako kot z brati, sestrami, starši in sodelavci, prijatelji. In rečete reči tako, kot ste rekli, in rečete hudobne reči, tako kot njim. Ne zdi se vam, da bojo te reči šle globoko v njih, tako kot v druge ljudi. Ljudje odstopijo, grejo stran, pa se mislijo v redu. Ampak pazite se, pazite. Vi mislite, imate zračno puško v roke, v bistvu pa imate bazuko. Zdi se vam, da ga boste samo malce ranili. In naslednja stvar, ki jo opazite, je to, da ne ostane nič več drugega kot papuča. Bila sedaj smešna ilustracija. Če uporabite to svojo sposobnost, da reprogramirate vašega soprogo samocenjenje, če se naučite, kako iti v nekogaršno življenje, tudi če kritizirate, to počnete z pritrjevanjem, potrditvami. In če se naučite to delati, in seveda, ja, to morate početi z vašimi starši, mami, prijatelji, brati, sestrami. Seveda, kakorkoli, to morate početi, da ne bodo ubiti z vašim ostrim jezikom, ne bodo ranjeni z groznimi rečmi, ki jih boste rekli. Če boste pa na ta način v zakonski zvezi postopali, boste opazili, da boste ubila drug drugega. Pa na drugi strani drug drugega izgrajujeta, kar je zanimivo, bolj kot pritrjujeta, potrjujeta drug drugega in uporabite to mogočno sposobnost, da potrdite osebo, tem lažje bo vašemu soprogu se odpreti za svoje napake, ki jih ima. Ker če imate to zibelko varnosti v zakonski zvezi, v trenutkih vaše šibkosti, če veste, da je to tista ena oseba, ki me resnično spoštuje in me ljubi do dna srca, in to je sigurnost v vašem življenju. Kot neke vrste temelj pod vsem ostalim. Potem imate to varnost, sigurnost, fundament, iz katerega v prvič v življenju lahko priznate svoje napake. Ker v preteklosti, da bi priznali svoje napake, je bilo težko. Tako ste se morda že čudili, če ste sploh dobra oseba. Sedaj pa to postajate zaradi reči, ki jih govori vaš soprog vam. Poznate svojo vrednost. In to je velika skrivnost. Odnos med možem in ženo je tako kot med Kristusom in cerkvijo. Seveda je to neverjetna skrivnost. Saj veste, da Božja beseda pravi, da Kristus to stori v vas. Kristus reprogramira vašo samopodobo. Kristus je umrl za vas in to je edino, kar je pomembno. Kristus pravi, naj dejstvo, da sem umrl zate, naj bo to najmočnejše dejstvo v tvojem življenju. Naj vam bo to pomembno bolj kot vse ostalo. Pomembni ste edinemu, ki je pomemben, sploh. Kristus to reprogramira. Naslednji je tisti ob Kristusu, ki lahko to stori, najbolj učinkovito pa je vaš soprog. To, ker je zakonska zveza zgrajena tej dinamiki odrešitve, zgrajena na vzorcu odrešitve. To lahko neprestano govorimo o tej primerjavi, kako nas Kristus odrešuje in odnosom med možem in ženo.
Tako pa na isti način, če vi to počnete, če potrjujete, če uporabite to sposobnost, da reprogramirate to osebo, njegovo samopodobo, boste ugotovili, da se bo ta oseba vedno bolj odpirala in prišla bo globoka enost. Imeli boste sposobnost tudi govoriti o napakah drugega. Na drugi strani pa, če boste to zlorabili, če se ne boste zavedali, da imate bazuko v roki, potem se bo pa zelo hitro zgodilo to, da boste oba dva se zavedala, da ne morete zaupati drugemu v rečeh, ki si jih mislite. In to zato, ker me lahko zašije bolj kot kdorkoli drug. Zato se tega potem bojim in zato se zaprete. Na koncu se zgodi to, da namesto da bi imela globoko enost, tako to, kar so večina zakonov, podjetniško partnerstvo, socialno partnerstvo, starševsko partnerstvo, za zabavo partnerstvo. Veliko ljudi ima boljše odnose po ločitvi, ko vzgajajo otroke. Kaj ne? To pomeni, da nikoli niso razvili te globoke enosti. Obstajajo pa sedaj 3 reči. Prva reč, potrebno je, da dopustite vašega soproga noter. Morate mu dovoliti, da se ukvarja z vašim umazanijo, z vašimi napakami. Če tega ne storite, potem zanikate naravo zakonske zveze, ki je eno meso. Druga točka, rabite morate to sposobnost, da reprogramirate samo podobo vašega soproga, da ga potrdite, uporabite to tako previdno. Če boste to zlorabili, se bo zaprl in vas bo napadel nazaj in bo postal nekako 2 osebi bosta in ne bosta globoko ena. Bosta samo partnerja. Nista tista nova kemikalija. Tako ostaneta 2 kemikaliji, ki sta po slučaju pomešana druga z drugo. Skupaj sta tam na kupu, ta drug ob drugem nista pa postala nekaj novega. Tretja točka. Če se želite to biti eno meso, potem morate prepoznati, da nikdo od vaju ne more delati neodvisno od drugega. Močna je slika tega enega mesa, glave in telesa. Ko se glava obrača desno in telo obrača levo, potem imate problem. Glava in telo morate iti oba dva desno. Če sta eno, potem sta skupaj. In najtežje pri tem, da postanete eno meso, da prepoznate, da niste več neodvisne osebe. Seveda to ne pomeni, da nimate več svojih interesov in da če ona sovraži golf, ne morete igrati golfa. Ne govorimo o tem, ampak govorimo pa o tem, da pomembne odločitve v življenju niso neodvisne drug od drugega. To pomeni, da morate storiti to težko delo grajenja konsenza in resnično tako zgraditi novo enoto. Niste več neodvisni drug od drugega in to velja ne glede na to, kaj verujete o podrejenosti in kdo je glava družine. Ni važno, kaj mislite o tem, kot bomo videli. Mož je namreč glava ženi. Žena se mora podrediti možu. Mož je glava, žena je telo v zakonski zvezi. Ne glede na to, kako definirate zakonsko zvezo, dejstvo je, da glava ni neodvisna od telesa. Ne morete iti vsak svojo pot, levo in desno. Zgoditi se mora skupaj. Mož in žena nista neodvisna drug od drugega in če želite razviti eno meso, potem morata svoje odločitve delati za te odločitve in delati za konsenz. Raje pa, kot da se pogajate, se obnašate kot 2 državi. Nekako samo iščeta kooperativne sporazume, kjer lahko sodelujeta. Glava tako ni neodvisna od telesa. Trdo delo na tem, da delamo na konsenzu in da pridemo do enega uma in enega srca o rečeh, to trdo delo, če tega ne boste storili, nikoli ne boste doživeli biti eno meso. Še ena reč. To je en izmed razlogov, zakaj to eno meso ne deluje, zelo pogosto se ne razvije in to je tudi način, kako to lahko razvijete. Ampak kaj v bistvu to je? Kaj je to? Kaj misliš s tem, ko rečeš, da 2 osebi postaneta nekaj novega, da nista samo pomešani drug z drugim, kot kemikalije, ampak da rata druga oseba in nista več osebi, ki sta nekoč bila. To je kompleksna tema in to bomo sedaj premostili počasi v to. Odnose med možem in ženo, vlogah v zakonski zvezi. Sedaj smo imeli nekako uvod do sedaj. Naj vam še to omenim, da ta eno meso se razvije predvsem na 2 načina. To se razvije po značajskih linijah in po spolnih linijah. Vem, da te reči niso popolnoma različne, ampak pogosto določeni spoli imajo določene značajske lastnosti. Naj vam razložim, kaj je to značajska lastnost, temperament. Tradicionalni temperamenti, o katerih govorijo Grki, sangvinik, kolerik,
Jaz jih ne ločim, kako se to izgovori. Melanholik in flegmatik. Se spomnite? Temperamenti so te tipični načini, kako se soočaš s svetom. Kdo je nekoč to prikazal, če imaš dve osi? Na tej strani imaš ljudi, ki verujejo, da je svet v osnovi prijazen svet, kjer se dobre stvari dogajajo, in na drugi strani ljudje, ki verujejo, da je svet nevaren, kjer se stvari grozne dogajajo. In še druga os, ljudje, ki verujejo, da morate iti v svet in se odzivati na svet, preden pride do vas. In na drugi strani imate ljudi, ki resnično verjamejo, da je najbolj pametno, da se sprostiš in da počakaš, da se stvari zgodijo in potem se odzoveš na to. Če daste te dve vsi skupaj in naredite diagram, potem v bistvu dobite ljudje, ki pravijo, da je svet nevaren in hkrati morate iti ven. To je kolerik, dominantna oseba. In ljudje, ki pravijo, da je svet nevaren in morate počakati, da svet pride k vam, to je melanholik. Ljudje, ki pravijo, da je svet prijazen in pravijo, da mora svet priti k vami, to je flegmatik. In ljudje, ki pravijo, da je svet prijazen in da morate nekaj v svet početi, to je sangvinik. To je oseba, ki je zelo taka socialna, ima rada odnose. Nočem se več s tem preveč ubadati, ampak lahko rečem še toliko. Ne verjamem, da so samo 4. Ampak to je nekako na grobo. Kaj so torej temperamenti? To so običajni načini, kako se ukvarjate s svetom, ki jih razvijemo zato, ker nismo dovolj pametni, modri, da bi bili pripravljeni za vse. Torej, ali je svet nevaren kraj? Se slabe stvari dogajajo? Ne. Ali je svet dober svet, kjer se dobre stvari dogajajo? Biblično gledano pa je v bistvu oboje, ne? Saj veste, nebesa razglasujejo slavo Boga, čudovite reči so na svetu. In to je Božje stvarstvo. In hkrati je tudi veliko zla in nevarno je in pokvarjeno je. Ali bi mogli iti ven in ukrepati? Ali bi morali počakati? Odgovor pa je, če si pogledate knjigo pregovorov, kaj je dobro storiti v vsakem primeru? Odvisno. Tako vidite, da nič od teh situacij ni nikoli najboljša, najbolj pametna. Jezus Kristus ni imel temperamenta. Njega ne bi bilo mogoče klasificirati, ker je on bil popolnoma moder. Nekdo, ki je ekstrovert, bi rekel, da je najboljše, da greš in se predstaviš. Introvert pa pravi, počakal bom, da vidim, kaj se zgodi. Bo videl, kdo je tam zunaj. Počakal bom, da kdo mene vpraša. Kaj je dobro stvar storiti, kaj je najbolj pametno, najbolj modro, kako se odnasati v odnosu. In odgovor je, odvisno je. Jezus ni bil ne ekstrovert, ne introvert. On je bil točno to, kar je bilo potrebno biti v tisti situaciji. Mi ostali pa to nismo. Vsi razvijamo temperamente. Te stvari, ki smo jih navajeni storiti v situacijah. In če pridemo v tako stanje, recimo, da tendiramo biti sangvinik, za primer, in smo v situaciji, ki deluje zelo dobro za nekoga, ki je optimist in se tudi počuti tako, da ga bojo ljudje imeli radi, v bistvu se počuti, da če stopi ven, se predstavi, da bodo potem stvari vse v redu. V redu. Če pa ste v situaciji, ki je resnično potrebna melanholična ali flegmatični odnos, potem vam bodo odtrgali glavo. Ko se poročite, na splošno rečeno, do neke mere sigurno, čeprav ste samo ta temperament, obstajajo še več variacij stopenj tega. Ste nekako prisiljeni v zakonskem življenju, da vidite neprestano svet skozi oči drugega značaja. In to ima močan učinek. In obratno, seveda. Močan vpliv, učinek na vašo modrost. Namreč po nekaj letih zakonske zveze se dogajajo dve reči namesto ene. Torej, po vaši navadi, zaradi vaših načinov, bi vedno storili nekaj na določen način. Situacijo se odzovete zaradi vašega značaja. Sedaj pa se zgodijo dve reči, ne samo te stvari, ki so iz navade, ampak kar naenkrat pravite, ja, jaz pa vem, kaj bi žena tu storila. To je že skoraj kot navada za vas. Ne čisto, ampak skoraj. In tako se zavedate, kaj bi vaš soprog storil tu. In za nek instant imate to sposobnost, namesto ene opcije, avtomatične, imate sposobnost, da se zavedate, da se lahko upočasnite in pogledate, kjer izmed teh dveh reči bi bila boljša. In tudi izkušnje imate s tem, da vas vaš soprog nekako na silo porine v situacijo, za katero je on vedel, da se vi tukaj ne bi odzvali radi tako, ampak on je tudi vedel, da je to najboljši način, da se odzovete. In to je bil tudi najboljši moder način se odzvati. In odkrili ste tudi, da deluje. Pri tem se nekaj zgodi, da nekako pride, da se razvije ta modrost samo skozi intimni odnos.
Tako v resnici postajate nekdo drug. Vaši temperamenti se začnejo spreminjati. Vaša modrost in sposobnost razumeti svet se tudi spremeni. In druga reč, razlog, kako postanete meso, je tudi zato, ker prvič v življenju se morate neizprosno in neprestano gledati na svet skozi drug spol. Tukaj bi rad naredil nekaj besed uvoda, zato ker gre besede, ki so nekako uvod, pričakujem, da se vam bo zdelo morda kontroverzno. Svetopismo jasno piše, vedno znova, da moški in ženska nimata zamenljivih vlog. A ne vidite tega? Samo možu piše, da naj ljubi svojo ženo. Ženi ni rečeno, da naj ljubi moža. In samo ženi je rečeno, da naj spoštuje moža. Možu ni rečeno, da spoštuje ženo. Kaj pa sedaj to pomeni? A to v resnici pomeni, da žene naj ne ljubijo možov? Ali pa da možje naj ne spoštujejo žena? Seveda je to smotano, seveda Svetopismo tega ne trdi. Kar pa pomeni, pa je, da v zakonski zvezi, da obadva izgrajujete drug drugega, da obadva spreminjate drug drugega, ampak ne počnete to na isti način. Dejstvo je, da mož ne ljubi žene tako, kot žena ljubi moža. Mož ne izgrajuje žene tako, kot žena izgrajuje moža. Zato, ker biti ženska in moški, to sta dve različni poklicanosti, različni darovi so. In stvari se počnejo drugače. Nikjer v Svetem pismu ne vidite, da mož in žena, da jima obema rečeno, da naj počneta iste reči in govorite iste reči. Moderne in stare poročne zaobljube imajo malce razlike. Moderne zaobljube so absolutno vloge izmenljive. Od moža in žene se pričakujejo iste reči. Na isti način. Nikoli tega ne vidite v Svetem pismu. Zakaj? Čeprav so jasne skupne reči, skupne enakopravnosti, obstaja pa izmenljivost in ekvivalentnosti. Študije to kažejo. Če boste dali žensko za direktorja podjetja in moškega za isto službo, jim daješ iste cilje, obema rečeš, da naj 1 milijon profita naredita. In kaj bosta oba storila? In študije kažejo, da bosta oba to storila vsak na drugačen način. Ženska ni tak menedžer, kakršen je moški. Na nek način imata to asimetrično skupnost in to se vidi. Ko pride do tega, ko naj bi delali preko drugega spola, kar to pomeni je, da prvič v vašem življenju biti moški in ženska, ta dva načina, kako biti človek. In tako kot piše v Svetem pismu, sama zase nista v ravnovesju. Adam, ko še ni imel greha v svojem življenju, ko je imel popoln odnos z Bogom, ni bilo paca, ni bilo kače, ni bilo jabolka, česarkoli pa že, ni bilo sadeža, ni se tega zgodilo. Je bil sam, samoten. In ko mu je pripeljal ženo, je rekel, končno sem se najdel, je rekel. To pomeni, da pride do te komplementarne narave. In to kaže tudi, da nam Jezus Kristus ni dal vseh njegovih atributov, ko možu in ženi na isti način. To ne pomeni, moški in ženske ne morejo biti heroji, ali pa da ne morejo biti vzgojitelji. Kar pa je zelo jasno iz Božje besede, da moški drugače vzgajajo kot ženske in tudi ženske bodo drugačne herojinje kot moški. Lepota vsega tega pa je, da ko Biblija pravi možu, bodi moški. Kaj to pomeni? Glej na Jezusa. V bistvu pravi, glej na Jezusa, glej na njegov odnos s cerkvijo. Glej, kako je umrl za svojo cerkev. Glej, kako je poskrbel za vse v življenju, kar je potrebno za cerkev. In ti, stari moški, se moraš zavedati dve reči, da če boš res postal pravi mož, je tvoja odgovornost, da prevzameš avtoriteto. Ja, o tem govorimo. Avtoriteto, ampak ne represivno avtoriteto. Kdo se ne more strinjati z Jezusovo avtoriteto? Ko je šel na križ za vas, ko je bil pripravljen vse zanikati samo zaradi vas. In sedaj ni nič drugega, pravi Biblija v Rimljanih 8:28, razen tisto vse, kar pripelje vam popolnost in srečo. To ni zatiralska avtoriteta, ampak tukaj nekaj zelo čudovitega. Biblija govori, poglejte na ženstvenost. Kaj to pomeni biti ženstvena? Biblija tam pravi, da naj bo pomočnica. Kaj pomeni pomočnica? Pomoč pomeni, da uporabite svojo moč na način, ki usposablja moč nekoga drugega. In ženske to storijo veliko bolje kot moški. Da uporabite svojo moč na tak način, da nekomu da še več moči.
da ga usposobi, namesto da bi ga nadomestila. Tako ženska lahko pomaga možu samo, če ima več resursov, kot jih ima mož. Če obstaja pomanjkljivost v njem, ki je v njej ni. So reči, ki jih ona lahko naredi, on pa ne. Recimo, da bi nekomu pomagal z algebro, ne morem to storiti namesto njega. Lahko ga usposobim, da to zna, z mojim sposobnostjo, ki jih imam, ampak ko ga usposobim, ga ne bom nadomestil. Ne bom to storil namesto njega. Ženska moč. To pomeni, da žena prinese na moža te reči, ki jih lahko ona stori in za katere vidi, da jih on nima, za katerih resursov on nima. Ona mu je v teh primerih boljša. Zelo težko je te reči definirati biblično, ampak so tam, kakorkoli. Kar to stori s svojo močjo, ga ne nadomesti, ampak ga usposobi. In ko se te reči, dve reči dogajajo v življenju, potem dva postaneta eno meso. Kje ženske gledajo za ženskost? Kje gledajo za svoj zgled? Spet gleda k Jezusu. Zakaj? To je lepo v Svetem pismu. Dva mesta, kjer pišejo temu. Mož je glava ženi, na drugi strani Kristus je glava ženi. V Korinčanih pa piše, da je oče glava sinu. Na eni strani imamo to, da je sin popoln zgled moškosti. Če pogledate njega, boste vedeli, kaj je moškost. Prava vodstvenost, prava avtoriteta, brez zatiranja. In hkrati je sin tudi slika ženskosti. Prostovoljna podreditev enakega enakemu. Dajo svojo moč nekomu drugemu. Poslavljenje nekoga drugega. Usposabljanje in opravnomočenje nekoga drugega. On je hkrati tako za moškosti in za ženskosti primer. Zato pa biti moški ali biti ženska, nihče ni bolj božanski ali višji drug od drugega. Ko dve osebi, nepopolni, pridete skupaj z zakonsko zvezo in neprestano gledata na svet skozi druge oči, so to neverjetne izkušnje. Čudovite izkušnje. Niti ne veste več, kaj ste bili prej. Te dve kemikalije sta se spojili. In razlog, da sta se te dve kemikalije spojili, je to, zato, ker je tako moč in nežnost Jezusova bila združena v vašem življenju. Poglejte moškost Jezusa, poglejte ženskost Jezusa, poglejte avtoriteto Jezusa, poglejte podreditev Jezusa in boste rekli, poglejte ga. Če razumete evangelij, boste razumeli tudi odnos v zakonski zvezi. Če razumete evangelij, boste razumeli tudi prijateljstvo. In kaj to pomeni, da potrjujete svojega soproga? In kaj to pomeni, da postanete eno meso? Če ne razumete evangelija, mene čudi ne to, zakaj jih toliko propade zakonskih zvez, ampak to, kakšni luči ta odlomek to piše. In v luči tega odlomka, česar mi ne vemo, zaradi tega toliko zakonskih zvez propade. Glejte na Jezusa in on vas bo izpopolnil. Nekateri pravijo, jaz sem samski in vi govorite o tej potrebi po popolnosti. Te reči me razhrabrijo. Rad bi se poročil, pa nisem poročen. A to pomeni, da sem nepopoln? Na kakšen način sem nepopoln? In odgovor je, ne pozabite, da tako kot zakonska zveza lahko programira vašo samopodobo, je zakonska zveza na vse zadnje samo analogija te velike poroke s Kristusom in s cerkvijo. Pravi posvečevalec ni soprog, ampak Jezus. Pravi pomočnik, pravi tisti izpopolnjevalec ni žena ali mož, ampak Jezus. In zato, ker živimo v padlem svetu in ker smo vsi nekako pod človek, pod moški, pod ženska in tudi najboljše zakonske zveze so daleč od tega, kar bi morala biti. Naj vam povem, da je velika razlika med zakonskimi zvezami in med tem, da si samski, ni tako velika. Zakonska zveza ni niti približno tako posvečujoča, kot bi lahko bila, ni tako izpopolnjevalna, kot bi lahko bila. In če vas je Bog v svoji previdnosti držal ven iz zakonske zveze do sedaj, potem gledajte na njega. On je vaša pomoč, on je vaša žena, moški, vaš mož, ženske, če boste pa gledali na njega. Če ste poročeni ali samski, boste v njemu videli popolnost in popolnost vaše duše. Molimo. Oče, prosimo te še posebej, da nam pomagaš, da bi videli to moč, ki je v zakonski zvezi. Prosim te, da tiste, ki niso poročeni, da se ne bi bali te moči, da ne bi bili ustrašeni pred tem, ampak da bi prepoznali, da ne hodijo v zakonsko zvezo
preden bi vedeli modrost in moč, kako uporabiti to veliko moč. Oče, tisti ljudje, ki so poslušajo in so poročeni, te prosim, da jim pokažeš, kako bi lahko uporabili to moč, da bi ustvarili eno meso, da bi ustvarili eno globokost, novo enoto. Prosimo te pa, Oče, da tako kot smo se naučili vse te stvari in odrešilni del zakonske zveze, da bi se naučili tudi, kar se tiče te zakonske zveze, tudi v tvoji odrešenju. Pomagaj nam, da to vidimo samo, ko smo v odnosu s teboj. O Jezus, naš mož in pomočnik, tako avtoriteta in podreditev. Prosimo te, Oče, da bi naš odnos z Jezusom resnično skozi njega postali popolni. Daj nam zakonsko zvezo ali pa nas obvaruj pred tem. Daj nam dobro zakonsko zvezo in daj nam samega sebe, Jezus Kristus, in bomo imeli vse, kar potrebujemo. In to te prosimo v Jezusovem imenu. Amen.